Zakaj uporabljati učbeniški komplet Moč jezika? V srednji šoli poučujem že 22 let. V vseh teh letih sem se srečala z različnimi gradivi in preizkusila različne pristope k poučevanju. Vedno znova sem iskala poti do dijakov, predvsem v želji, da bi jim pomagala na poti razvoja v samozavestne govorce materinščine. Zanimalo me je, tako z pedagoškega kot tudi z raziskovalnega vidika, kako doseči razvito sporazumevalno zmožnost dijakov. Kako doseči, da bodo uspešni na maturi, a tudi samozavestni govorci in pisci. Pri svojem delu sem spoznala, da dijaki marsikaj vedo. Marsikatero slovnično, pravopisno posebnost poznajo, jo zmorejo v določenem trenutku celo razložiti, a zlasti pri lastni tvorbni dejavnosti, kot da jim to znanje ne pomaga. Ponavljajo se namreč vedno iste, zelo utrjene napake. Želela sem raziskati, kaj bi bil temu vzrok. Analizirala sem predvsem napake v dijaških esejih, kot tajnica šolske maturitetne komisije tudi na maturi, sodelovala pri vzpostavitvi korpusa Šolar, preizkušala različne načine vrednotenja znanja. Vedno znova sem ugotavljala, da so dijaki obupali pri povezovanju teorije s prakso, kar so mi v anketi potrdili tudi sami. Zapisali so, da se jim pogosto zdi, kot da šolska teorija ne bi v zadostni meri odgovarjala na praktična vprašanja, da se v preveliki razpršenosti snovi ne znajdejo, izgubljeni so v velikem številu izjem, občutijo pomanjkanje suverenosti in samozavesti pri samostojnih jezikovnih analizah, ker je toliko posebnosti. Kako torej doseči, da bodo dijaki pri jezikovni analizi in še zlasti pri rabi jezika samostojni, samozavestni? Po mojem mnenju najprej tako, da jih naučimo najti odgovor na vsako jezikovno vprašanje, z obvladovanjem temeljnih pojmov oziroma izhodišč pri posamezni snovi, s povezovanjem snovi, z rabo priročnikov, z usmerjanjem k kvalitetnim virom. Če na primer dijaka pri oblikoslovju naučimo, kaj je kriterij uvrščanja samostalnikov sklanjatev, kako si pomagati z vzorčnim primerom iskati posebnosti, na katere napake je treba biti pri sklanjanju posebej pozoren in kako si pomagati s priročnikom, smo naredili dvoje. Dijak se nauči temeljne pojme, hkrati pa, kar je še pomembneje, spozna, da zmore s tem znanjem samostojno rokovati. In drugič, da jim pokažemo, da je jezikoslovje znanost, da je znanost lahko zabavna, predvsem pa uporabna, da je jezik sistem in da poznavanje teorije olajša prakso, podobno kot pri učenju tujih jezikov. Da obstaja odgovor na vsako vprašanje v sistemu, ki je dovolj enostaven za šolsko rabo, a ne poenostavlja z izločanjem snovi in ustvarjanjem izjem, ampak z upoštevanjem celote. Učbenik Moč jezika prinaša vse to. V učbeniku Moč jezika je v ospredju prav sistem, vsebinsko in konceptualno. Vsebinsko je sistem vzpostavljen že na začetku, v povzetkih slovnice, pravopisa, besediloslovja in zgodovine jezika. Tu je podan temelj, na katerem gradimo in h kateremu se vedno znova vračamo. Koncept učbenika pa omogoča postopno gradnjo. Temeljno znanje je v tekočem besedilu, v okvirčkih pomnimo in pazite. Dodane so kazalke, ki usmerjajo na druga poglavja oziroma k jezikovnim priročnikom. Nadgradnja, ki je v pomoč profesorjem in dijakom, pa v dodatkih. Morda te bo zanimalo podrobneje, zanimivosti in v razdelku Pogled v znanost ter razdelku Povezujem in si lažje zapomnim. Pomemben dodatek so okvirčki s pogostimi napakami, ki so v pomoč dijakom pred testom, esejem, kot opomnik, na kaj biti zlasti pri pisanju posebej pozorni, saj so to ravno tiste zelo utrjene napake večine, ki so bile že omenjene kot problem. Nenazadnje so tu še vaje, ki prav tako sledijo načelu postopnosti, od vaj za utrjevanje do tistih višje taksonomske stopnje in celostnih razčlemb. Učbenik seveda ne more nadomestiti profesorjevega dela, želi pa biti kvaliteten pomočnik. Sistem in njegova obvladljivost prinašata občutek varnosti. Ko vsak košček pade na pravo mesto, postane učenje zabavno, postane izziv. Ko prinese želene rezultate, pa je cilj dosežen.